Dragi otroci, pred vami je še 5. pravljica. Jaz upam, da so vam bile tudi preostale 4, ki ste jih že slišali, všeč. Če ne, me pa lahko, ko me srečate kje na cesti, pocukate za rokav. Lahko pa me tudi pohvalite. Evo, 5. ima prav poseben naslov. V tem času, ko so olimpijske igre odpovedane oziroma prestavljene za 1 leto, so imele živali prav posebne živalske olimpijske igre. Takole gre. Na neki kmetiji je živel konj Erjavko, ki je bil gospodarju že dolgo v ponos. Daleč naokrog je slovel kot nadvse dobra in plemenita žival. Kadarkoli je imel gospodar v mestu opravke, je kar njemu prepustil kmetijo. Naročil mu je, da naj poskrbi za živali, ki so živele na posestvu. To so bile vol Vlečko, kuža Tekač, kokoš Skokica, muca Plezalka, račka Plavica in miška Sirova Luknjica, ki je kar naprej telovadila in kolovratila po sirovih luknjicah, zato ni čudno, da se je prijelo takšno ime. Seveda je Erjavko prav dobro vedel, da poskrbeti za tako pisano druščino živali ni mačji kašelj. Domislil si je, da bi živali zaposlil s prav posebnim športom, z olimpijskimi igrami, posebno prirejenimi za njegove varovanke. Sklical jih je na dvorišče in jim zaupal svojo pogruntavščino. Vi boste tekmovale, jaz, ki sem že malo v letih, pa bom poskrbel, da bo tekmovanje potekalo pošteno in po predpisih. Seveda po živalskih predpisih. Še preden so se prave olimpijske igre za živali začele, so izžrebale vrstni red. Žreb je določil, katera žival bo živalsko disciplino prva izbrala in katera naslednja ter tako naprej. Ni treba posebej poudarjati, da je bil vol Vlečko, njemu je žreb namenil izbrati uvodno disciplino, močno ponosen. Sam pri sebi je med žrebom premišljeval, da bo zahteval ponovitev žrebanja, če ne bo njemu po godu. Očitno je njegove občutke zaznal tudi konj Erjavko in mu je tako naskrivaj, da druge živali niso opazile, pomagal, da je izvlekel številko 1. Samo da bo mir v hiši, si je pri tem mislil. No, še preden so dodobra končali žrebanje vrstnega reda, je Vlečko že na hitro razložil potek prve živalske olimpijske discipline. Na voz je predtem naložil bukova drva in rekel: Kdor bo voz prvi povlekel do hleva in nazaj, bo zmagovalec. Normalno, da je začel Vlečko, kako ne, ko pa je uvodno živalsko olimpijsko disciplino izbral prav on. Ne boste verjeli, a voz je vlekel tako močno in s tako lahkoto, da so ga, ko je prisopihal v cilj, komaj zaustavili, on bi še kar vlekel. O tem, da se je pri tem zelo bahal, ni treba izgubljati besed. Druga je bila na vrsti miška Sirova Luknjica. Je dejala med trudom. In tudi, če se je še tako naslanjala na voz, ga ni premaknila niti za milimeter. Deležna je bila prezirljivih volovih nasmeškov. Ti že pokažem, si je mislila miška. Nič kaj uspešnejše niso bile druge živali. Le kuža Tekač je uspel poln voz premakniti za dober centimeter. Prav po pasje je zalajal, ni povedal ali od veselja ali od žalosti. Še preden je konj Erjavko Vlečku dodobra okrog vratu obesil zlato medaljo, se je ta že začel mastiti ali pa mašiti svežo deteljo, ki jo je tudi dobil za nagrado. Naslednja je bila na vrsti kokoš Skokica. Preskakovali bomo ovire. Kdor bo skočil, mislila pa je, odfrfotal, čez najvišjo bo zmagovalec, je dejala prepričana o svoji zmagi, malo je pa vendarle skrbelo. Prvi se je preskakovanja ovir lotil Vlečko, a mu poln želodec ni dopuščal visokih skokov. Pa še pravi nerodnež je bil, tako velik, da se je spotaknil že v prvo oviro.
Zdaj pa imaš ti bahač, so ga zbadale živali. Muca plezalka, ki je bila prepričana o zmagi, je prvo oviro preskočila kot za šalo in tudi drugo čez plot. Ko je hotela preskočiti še leskov grm, pa se je zapletla v veje. Na pomoč, rešite me, je kričala, dokler je niso uspeli odvozlati. Kuža tekač, tihi favorit, tudi ni bil prav uspešen. Že pri drugi oviri mu je tako spodrsnilo, da se je z glavo zaletel naravnost v plot. Au, boli, hov, je kričal medtem, ko mu je okrog glave bolečo svetilo na milijarde zvezd. Račka Plavica je bila tako močno prepričana o zmagi, da si je čez račje oči privezala karutico. Bom mi že zmagala, je dejala, potem pa bum, tresk, au, kje pa sem? Zelo je tulila, ko je skoraj podrla plot, ki ga seveda skozi ruto ni videla. Miška sploh ni poskusila skakati. Ko so je začeli zbadati, pa jim je dejala: čakajte, tudi jaz pridem na vrsto, boste že videli. Na vrsti je bila le še kokoš skokica. Z drugo oviro je imela sicer precej težav, da jo je preskočila, a potem, kot da je prišla v pravo tekmovalno formo. S preostalimi ovirami se je dobesedno poigrala. Sodnik Erjavko ni imel težke odločitve. Zmagovalka druge živalske olimpijske discipline je kokoš skokica, je dejal, ko je okrog dolgega vratu obesil zlato medaljo, pa še koruznih zrnc je natrosil po tleh za nagrado. Na vrsti je bil kuža tekač. Kdor bo prvi pretekel okrog posestva, bo zmagovalec, je dejal kuža nejevoljno, ker še ni zmagal in nekoliko prestrašeno pogledoval proti muci plezalki. Zna biti dostojna nasprotnica, si je mislil. Erjavko je dal znak za začetek. Začeli so si hkrati. Kuža tekač je močno potegnil. Zmage ni želel prepustiti komu drugemu ali tretjemu. Pa vendar ga je dobršen del poti tik ob zadnjih tacah spremljala muca. Na njegovo srečo je še pred ciljem omagala oziroma se je tik pred ciljem lenobno zvila v klobčič na od sonca obsijano klobco. Dvoma o zmagovalcu ni bilo več. So se pa na koncu vsi prešerno nasmejali, ko so videli, da je vol Vlečko še 3-krat obtekel posest, misleč, da je tako prav. Sploh ga niso uspeli ustaviti. Ko je konj Erjavko kužku tekaču okrog vratu obesil zlato kolanjo za nameček, pa mu je dal še slastno kost, se je volu zdelo, da bi jo moral dobiti on, medaljo, nikakor ne kosti, ker je bil tako zelo utrujen, niti ni protestiral. Kaj je, mačkonka, še nisi zmagala? Je ponosno zmagovalec badal zaspano mucko. Njo pa je bilo tudi že pošteno strah, da bo edina ostala brez medalje. Ker je bila naslednja na vrsti, da izbere 4. živalsko olimpijsko disciplino, je pošteno razmislila, katero bo izbrala, da bo lahko brez večjih težav zmagala. Pa naj bo takole. Kdor bo splezal prav na vrh hruške, bo zmagovalec, je dejala po temeljitem razmisleku. Račka in vol se nista kaj dosti, pa tudi nista se kaj prida trudila. Kuža je nekaj poskušal, a tudi ni bil uspešen. Še najdlje je priplezala Miška, a je tudi omagala, ko je muca prav grozeče pogledala. Saj me bo še pohrustala, če zmagam, si je mislila Miška in se malce potožila sodniku Erjavku. Muca, ki je brez težav splezala na vrh hruške, je bila tako vesela, da je tam tudi kar nekaj časa ostala in prav ponosno mijavkala. Še nagrado je Erjavko komaj izročil. Če ne bi imel poleg kolanje še vročega mleka, seveda je mucka za nagrado pričakovala, pa želela pohrustati kar miško sirovo luknjico, a tega ji Erjavko nikakor ni dovolil. 5. živalsko olimpijsko disciplino je izbrala Raca Plavka. Prav dobro je vedela, o čem je ona najboljša. Plavali bomo.
Kdor prvi preplava ribnik, zmaga, je dejala odločno. Na pomoč, utapljam se, je kričal Vlečko, ki je precenil svoje zmožnosti. Komaj so ga rešili. Zabičali so mu, da naj nikar več ne poskuša preplavati ribnik, ko se je znova želel pognati vanj. Miška je sicer dobra plavalka, a si ni želela zmočiti kožuščka. Kuža je plaval štric račke kar nekaj časa, na koncu pa je vendarle z veliko prednostjo slavila plavica. Od Erjavka je prejela zlato medaljo in 2 majhni ribici. Ga, kako lepo in okusno je zmagati, je rekla. Slasti zmage ni okusila le še Miška sirova luknjica. Predvsem Muca plezalka je menila, da tudi ne bo zmagala. A boste videli, kako jih je ugnala Miška. Kdor spleza skozi najmanjšo luknjico, ta bo zmagovalec, je dejala in pokazala na majhno odprtino. Volk, znova prepričan v zmagi, je skoraj podrl hišo, ko se je poskušal zriniti skozi luknjico. V tekmovalni vnemi so ga komaj zaustavili. Tudi kuža ni bil uspešen, a tak nerodnež kot volk pa le ni bil. Rački se ni dalo iz ribnika. Muca, plezalka, je že precej časa vedela, da skozi mišjo luknjo ne more, zato ni niti poskušala. Poskušala je že ničkolikokrat, a se je vedno opekla. Miška ni imela podobnih težav. Včasih je tudi majhnost prednost, si je mislila. Končno sem tudi jaz zmagala in vsem dokazala, da sem, čeprav majhna, tudi sama dobra športnica, je ponosno dejala, ko je okrog vratu prijela majhno zlato kolajno in v tačkice košček pravega švicarskega sira z luknjicami. Medtem ko so se živali vsaka po svoje veselile, pa veselo praznovale svojo zmago, Erjavko pa uspešno izpeljano prvenstvo, se je na kmetijo spustila noč. In če to pravljico poslušate, ko je dan že zamenjal noč, mi ne ostane drugega, kot da vam želim še lahko noč. Pa lepo sanjajte.